Pozdravljeni! Nenadna odpoved dirke za veliko nagrado Emilia Romagna je sprožila kar nekaj zanimivih vprašanj. Danes bomo skušali ugotoviti, ali je pravzaprav odpoved dirke Formule 1 bolj stvar sedanjega časa ali smo jih mnogo že videli v preteklosti. In v naslednjih minutah bomo skušali dobiti odgovor na to in še marsikatero drugo, upam, da zanimivo vprašanje. Lahko bi dejali, da v sezoni 2023 organizatorji niso imeli sreče z izvedbo dirk svetovnega prvenstva Formule 1. Namreč do sedaj sta odpadli že dve veliki nagradi. Poleg dobro znanega primera velike nagrade Emilia Romagna ne smemo pozabiti na veliko nagrado Kitajske, ki je bila v koledarju. A verjetno marsikdo izmed vas se sprašuje, je to stvar sedanjosti, namreč, naprimer, vsi mi se spomnimo tistega množičnega odpovedovanja v sezoni 2020, ali smo tudi v preteklosti videli takšne ali drugačne odpovedi dirk za veliko nagrado. Danes si bomo ogledali tiste primere, ki so nekako tudi zaznamovali celotno zgodovino Formule 1. In najprej se bomo ustavili v sezoni 1955, kjer smo videli kar množično odpoved 4 velikih nagrad. A tu je bil vzrok le en sam. Namreč leta 1955 se je zgodila tista tragična nesreča na dirki za 24 ur Le Mans. Pierre Levey je priletel v publiko, izgubil življenje, poleg njega še več kot 80 gledalcev. In to ni samo pomenilo, da se je Mercedes umaknil iz sveta motošporta, tudi na veliki nagradi Francije, Nemčije, Španije in Švice so se odločili, da tisto leto dirke ne bo. V Švici še dolga desetletja ni bilo nobenih dirk. Namreč prepoved velja še danes, ampak dobili so nekakšno zanko, kajti v Švici smo videli dirke Formule E. Čeprav velika nagrada Švice je bila še kar nekaj časa na koledarju svetovnega prvenstva Formule 1, le odvijala se je v Franciji. A tu bi rad poudaril še eno anekdoto, namreč govorili smo o Mercedesu. In leta 1955 je svetovni prvak postal Juan Manuel Fangio z Mercedesem W196. In zadnja dirka je bila takrat na koledarju po odpovedih velika nagrada Velike Britanije. In prav ta maketa obeležuje tisto dirko. A na dirki Juan Manuel Fangio je končal kot drugi. In pravzaprav še nekaj tednov ni vedel, ali je svetovni prvak ali ne, kajti odpovedi so se zgodile pravzaprav po koncu dirke v Silverstone. Torej, začnemo se lahko spraševati, pravzaprav, zakaj so se nekateri tako zgražali po veliki nagradi Japonske leta 2022, ko ni bilo jasno, ali je Max Verstappen prvak ali ne. Vidimo lahko, da tudi v preteklosti se je dogajalo marsikdaj tudi huje od tistega, nad čemer se danes zgražamo, ampak nimamo kakšnega velikega spomina. A zanimivo je, da že 2 leti kasneje se je zgodilo nekaj podobnega, čeprav iz različnih vzrokov. Namreč leta 1956 je bila tako imenovana Sueška kriza, kar je pomenilo, da pravzaprav so cene nafte šle navzgor in interes okrog dirk se je zmanjšal. Dobesedno zmanjkalo je denarja.
In zaradi pomanjkanja denarja so odpovedali veliko nagrado Nizozemske in veliko nagrado Belgije. A ker je bilo potrebno imeti dovolj dirk za podelitev naslova svetovnega prvaka, so pravzaprav dodali veliko nagrado Pescara. Ni bila velika nagrada Italije, ampak druga dirka v Italiji po ulicah znanega mesta na jugu, kjer zopet dobimo svetovnega prvaka Juan Manuela Fangija, ampak tokrat v Maseratiju 250F. Tudi tu imam maketo, ki pravzaprav obeležuje tisto čudno veliko nagrado v Pescari, kjer smo res videvali dirke Formule 1, ampak mnogokrat v tisti izvedbi, ki ni štela za svetovno prvenstvo. A če pustimo sedaj 50. leta ob robu, je zanimivo se ustaviti zopet v Belgiji leta 1969, ko je dirka svetovnega prvenstva v Spaju odpadla zaradi bojkota voznikov. Namreč leta 1966 je Jackie Stewart doživel izjemno hudo nesrečo in pravzaprav je zahteval določene izboljšave. A tako kot leta 1957, tudi leta 1969 v Belgiji ni bilo denarja in zato niso odpravili pomanjkljivosti ter dirke ni bilo, ker so se vozniki uprli. Podoben revolt, ampak iz drugih razlogov, je bil prav tako v Belgiji leta 1985. Takrat so le 14 dni pred dirko preplastili progo v Spaju, ampak asfalt je začel odpadati. In dirka je bila odpovedana, prestavljena na kasnejši datum, kjer je zmagal Ayrton Senna in dosegel svojo drugo zmago v Formuli 1. In vidimo lahko, da prav v Belgiji je bilo v tistih klasičnih letih Formule 1 kar nekaj odpovedi. V modernem času ne moremo mimo sezone 2011, ko je zaradi političnih nemirov odpadla velika nagrada Bahreina. A prihajamo že do sezone 2020, kjer bodo mnogi dejali, da je podobno s tistim, kar smo videli pred kratkim v Emiliji Romagni, očitna. Namreč velika nagrada Avstralije je odpadla praktično, ko se je vikend skorajda začel. A tu moramo biti malce bolj natančni, namreč leta 2020 ni odpadla samo velika nagrada Avstralije, ampak še množica drugih dirk. Le da so odpovedi bile naznanjene bistveno prej, preden so ekipe prišle na samo lokacijo. In tu je treba poudariti, da nekatere velike nagrade, ki so bile takrat v koledarju, sploh nikoli se niso več pojavile, in govorim na primer o veliki nagradi Vietnama. Že prej citirana velika nagrada Kitajske, no ja, še danes jo čakamo, kdaj se bo vrnila. Ampak tu bi se rad še za trenutek vrnil v preteklost k epizodi, ki menim, da je zanimiva. Govorili smo o veliki nagradi Vietnama kot dirki, ki je bila na koledarju, ampak v resnici je nikoli ni bilo. Podobno velika nagrada New Yorka, ki je bila na koledarju sezon 83, 84 in 85. Želja Bernia Ecclestona, da bi povečal prisotnost Formule 1 v Združenih državah Amerike, se pa nikoli ni uresničila. In verjetno v mnogih prispevkih boste tudi našli ta spisek, ki sem vam ga na hitro predstavil v prejšnjih minutah. Ampak med dirkami, ki so odpovedane, običajno manjka ena. In to je velika nagrada Rusije. Namreč v sezoni 2022 je bila prav tako na koledarju,
ampak zaradi vojnih razmer v Ukrajini so to dirko odpovedali in razveljavili pogodbo, ki je bila veljavna prav do leta 2023. Čeprav, ukolikor vojne ne bi bilo, letos dirka ne bi bila več v Sočiju, temveč na novi progi v Sankt Petersburgu. Torej, vidimo lahko, da v celotni zgodovini Formule 1 je bilo kar nekaj odpovedi. In zanimivo je, da ukolikor je dirka odpovedana manj kot 3 mesece pred določenim datumom, ima FIA možnost, da organizatorja dobesedno izključi iz naslednjega koledarja. Seveda pod pogojem, da ni šlo za neko večjo silo, kot smo jo videli tu v Emiliji Romani, kjer prav pričakujemo, da v naslednji sezoni bo zopet na vrsti velika nagrada Emilije Romanje. In dirka, ki bi morala letos biti na koledarju, organizatorji upajo, da jo bojo nadomestili v sezoni 2026. A videli bomo, kaj se bodo seveda odločili. A danes za ta hiter pregled menim, da je to dovolj. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.